Kaj pomeni to tvoje mrmranje, ki ga si tolikokrat ponavljaš? To je tehnika, veš, katero sem se naučila. Žal mi je. Prosim, odpusti mi. Ljubim te. Hvala. Tehnika je to? Kakšna tehnika? Imenuje se Ho'oponopono, v kateri so te svete besede za odpuščanje. Tehnika za odpuščanje. Kaj? Odkot pa je? Izvira iz Havajev in prepričana sem, da jo pozna v svet. Zakaj? Sebi praviš, da moraš odpustiti? Ja, Veso, ker pač menim, da je odpuščanje ena izmed najtežjih stvari na tem našem planetu. Zares ste čudni človečki. Zakaj bi bilo nekaj najlepšega, najtežjega? Zato, ker smo čudni in ne zato, ker si nekateri ljudje, ki so nas močno prizadeli, tega odpuščanja ne bi zaslužili. Zakaj pa potem? Zato, ker bolečina, ki jo je pustila za seboj, je tista, ki še vedno živi v nas in z njo verjami mi, da ni vredno živeti. Iskreno, marsikdaj sem tudi že podvomila v tiste naše pravljice, katere mi ljudje tako radi pridigamo, da nas odpuščanje drugih osvobodi. Zares ne? Ne. Jaz bi celo rekla, da si včasih nekateri ljudje ne zaslužijo našega hitrega odpuščanja. Misliš, da ne? Včasih ljudje zelo dobro vemo, kaj počnemo. Velikokrat je tukaj v ospredju naš ego in druge stvari. Nekateri poznajo našo mehkobo, zvestobo, iskrenost, naše šibke točke, pa so nas kljub temu ranili. Zato včasih drugim odpuščati ne pride vedno do občutka, ki nas bi zdravil. Včasih potrebujemo čas, včasih celo več časa, preden pridemo do te stopnje. Meni se je ob tem že velikokrat zdelo, kot da izdajam samo sebe ali pa kot da sem popolnoma neumna. Zanimivo. Verjamem pa v odpuščanje sebi. S tem več svobode čutim, ko najprej odpustim sebi, tisti stari verziji sebe, ker v nekem trenutku nisem znala, ne zmogla drugače. Še ena verzija tebe je? To ima preteklost, Veso. Aha. Ja, ne morem včasih takoj spustiti nekoga drugega s trnka, ampak da najprej sebe spustim s trnka. To tehniko uporabljam zato, da si odpustim, ko sem kdaj ostala predolgo. Uporabljam jo, ker sem verjela lažem in tolikokrat spregledala tiste rdeče zastavice. Ho'oponopono je čudovita tehnika za odpuščanje sebi, ko sem ljubila predolgo, nekdo pa ni znal me ljubiti nazaj, ker resnica, o kateri nihče ne govori, Veso, je ta, da breme, ki ga nosimo mi v sebi, ni več njihova napaka. Ampak je krivda, ki jo držiš v sebi? Seveda. Veš, kolikokrat si v sebi prevajam znova in znova nekatere trenutke in se mučim z mislimi, da mogoče bi morala bolje vedeti, videti, razumeti, ne vem, ravnati drugače. Veš, kolikokrat se kritiziram, ker nisem preodšla. Prepričam se, da je bila bolečina moja krivda. Nikoli ni bila. Veso, ni odpuščanje vedno v tem, da nekomu, ki me je prizadel, dam vedno novo izhodišče. S to tehniko čistim najprej tisti del svojega srca, ki še vedno krivi mene za škodo, ki jo je povzročil včasih morda tudi, ne vem, nekdo drugi. Njim ne dolguješ tako odpuščanja, dolguješ pa sebi razbremenitev, dolguješ si razumevanje in mir, dolguješ si možnost, da znova zadihaš brez tujih senc v svojih pljučih. In zato včasih res ne morem preodpuščati drugim kot sebi. Predvsem takrat, ko so me zlomili. Vendar, ko sem pa začela uporabljati to tehniko, sem se počutila res boljše. Hitreje sem odpuščala drugim in sebi. Kot neka čarovnija mi je ta tehnika res. Wow, to je slišati resnično odpuščanje. Svetovna tehnika. Ho'oponopono. Praviš, da ne le, da odpustiš drugim, pač pa osvobodiš sebe, svoje srce.